izdelavi, torej da nimamo noža. Vidimo, da že takole tala skala, ko sem jo prijel, je že kar ostra. Ampak jaz hočem še bolj ostra, ker pač vprašanje, da je bila zlomljena ta skala. Ni tako ostra, kot bo malo kasneje. Jaz bom zdaj tole vrgel v drugo skalo in se maknete malo nazaj, da ne bo v koga kje preletelo. Zdaj pogledajte razliko. Je razlika? Ja. Velika. Se vidi, kako je bolj ostro. Ja. Zdaj pa. Če zlomim vejo, z roko dobim to. Če imate tako nož, greste samo takole okrog. Tako zarežemo tako. Samo okrog in okrog. Zareže se. Opa. Tako, ste videli. Okrog in okrog smo zarezali. Potem pa samo nakrenete takole palce malo naprej, pa malo nazaj, pa malo gor, malo dol, prej, nazaj, gor, vse. Razlika ali na roke ali pa s kamnom. Je razlika, ne? Ja. Veliko lepše se da. Drži? Ja. Ok. Se pravi, nož boste uporabljali tudi pri izdelavi vrvi. Kaj sem s tem mislil? Še kar pokažem. Prav, ko boste, verjetno nimate pravih nožev s sabo, ne? Ne. Boste pravo takole narezali s kamnoma, ne? Čim daljše bilke. Da se ne boste porezali z roko, če boste pulali. Vas bo trava porezala, to veste, ne? Ja. Se grdo porezali. Evo, s takim kamenčkom imaš lepo nožek, ga imaš lepo v žepu in ko ga rabaš, ne? Imaš pa roki in to je to. Kako boste delali vrv? Če že imam tole, da vam pokažem. Se pravi, razdelili boste šop, a ne? Takole, obrnili enega okrog, da dobimo enakomerno debelino čez vse, a ne? In potem začnete tako, da imate na eni strani krajši del, na eni strani pa daljši del. To je zaradi štukanja. Zaradi dodajanja nove trave. Takole zavijemo z desno roko, to vam bom še pokazal še enkrat. Stran od sebe in ko dobimo takole okroglo strukturo, potipite, koliko je čvrsto, trdo. Je? In ko dam palca skupaj, zdaj gled to, ko dam palca skupaj, se mi ustvari taka zanka, avtomatsko, sama. Raztegnem, dam palca skupaj, evo zanko, vidimo. In jo primemo z vrha takole. Dobimo zgornji in spodnji čopek. Zgornji čopek vedno obrnemo k prijatelju in ga povezamo navzdol. In se vidite, zamenjata. Zdaj pa ta spodnji vzdolj zgornji. Zgornjega obrnemo stran od sebe in preložimo navzdol. Zgornjega zavrtimo stran od sebe, preložimo navzdol. Stran od sebe, navzdol. Stran od sebe, navzdol. Še to že avtomatsko naredim pol vse v eni potezi. Zavijem in še prestavimo navzdol. Vidimo? Tak, navzdol. In zdaj mi tukaj zmanjka materijala. In tole kar na roke. To enako razdelimo, dobimo enakomerno debelino naše vrvi. Material nov sam dodate takole zraven. Ste videli? Sam dodate ga zraven in primete tole vse skupaj, da postane kot eno in obrnete stran od sebe. Vidimo?
Da postane kot eno, smo rekli. Držimo zdolj in nadaljujemo s pletenjem vrvi. Kaj dobivamo? Vrv, ne? Ko gremo proti koncu, recimo, da imamo 3 metre, 4 metre, odvisno koliko rabite, a ne? Primete za vrv, jo ovijete okrog prsta, zadnji del, a ne? In vzamete prst ven iz luknjice in taknete začetek vrvi noter v luknjico, kamor je kazal prst, v to smer, a ne? In zategnete vozu. Boste probali strgati? Ja. Kar dej, kar poskusi. Sam da ne boš padati na vid. Močna, fula močna. Evo. Užgeta. Opa, si dobro? Ja. Maj rad, maj počel. Malo poča, ampak nisi je strgal, a? Ne moreš te. Meni Aj, je močna, ne? Ja. ekstra. A? Ekstra. A bi rekel? Ja. Mislim, bi verjel? Ja. Bi vam prej to rekel. Da se da tako močno pravo. Ne? Ti poznate specialci, seveda, ne? Što vprašanje? Ne. To boste imeli jutri. Za izziva, ne? Zdaj gremo pa bivake postavljati. Tako da predlagam, da kar gremo naprej. Pa, če je vas ful strah, je njega 10krat bolj strah. Ne? Prav, če vas ni nič strah, je unga 10krat bolj. 10krat nič je pa nič, ne? Torej, več scenarijev imamo, ne? Da zdaj samo okrog teh srečanj probamo malo pokomentirati. Ne? En scenarij je ta, da greste vi gor v breg, z druge strani pa medved prehaja. Veter piha pa tako, v to smer. Prav, moj vonj odnaša v to smer, od medveda vonj odnaša v tisto smer, ne? Če v to smer piha veter. Gremo gor v klanc, recimo tale klanc, ne? A ki vidimo kaj pred sabo, ne vidimo nič, ne? In se gor ali na vrhu klanca, ali kakorkoli se lahko srečamo s tem medvedom, recimo, ne. On prišel dol pit vodo v ta graben, ne, recimo, je prišel vodo pit, mi pa pol jurčke, ne, in se srečamo lahko. Je realno možno to? Ja. Ja. Čeprav, da ne govorim, koliko on dobro voha, pa sliši, pa tako naprej. Vidi zelo slabo, torej najslabše počutil ima vid, a ne. Voha na 2 km daleč lahko, poginulo divjata, ne? Ko je pač poginila, ne, in se razkraja, je lahko na 2 km zavoha. Polarni medved tjulnja zavoha na 30 km lahko. Seveda veste, da tam ni grmovja, pa mest, pa vasi, ne, na ledu, pa gre vonj tjulnja lepo nad ledom in ga veter odnese v določeno smer. Če medved to zavoha, lahko sledi vonju do 30 km daleč, torej do jame tistega tjulnja tam. Torej, zelo dobro voha medved, slabo vidi in relativno dobro sliši. Ne smemo zanemariti, da ima tudi ušesa. Torej, in običajno je tako, da se vam bo vsaka normalna žival samo umaknila. Lahko pride pa do situacije, kot sem rekel, da pride do presenečenja, ne? Ko pa vi recimo hodite zelo potiho, ne? Ali stelovec, ali kakorkoli pa lovite, ne vem, srnaka ali pa jelena, naletite pa na medveda, ne? Ker ste bili tako tiho. To je tudi en scenarij, ne? Je res, možno. Se pravi, prva stvar, ko zagledate medveda oziroma ko se srečate z medvedom, prva stvar, ki je najbolj pomembna, je katera, Seba, ti mogoče veš, da mu ne obračamo hrbta.
Prav, če ste vi medved, ne, ste vi medvedi, prva stvar, ki se jaz srečam z vami, je ta, da se obrnem bočno na vas. In ne umaknem pogleda od vas, sicer vas ne gledam v oči, ampak 1 meter pred vas, a ne v tla. Če gledate medveda direktno v oči, je tako enako, kot bi gledali v oči razdraženemu psu. Ni dobro. Poznate to verjetno, ne? Ja. Ja? Ni v redu. Prav ne gledate v oči, a ne? Gledate 1 meter pred njega. Imamo pa zelo širok periferni vid. Prav, dajte stegniti roko vsi tako. Prste potisnite naprej, tako kot jaz. Gledajte naravnost, torej gledajte naravnost in z obema rokama pomahite in boste videli, kako obe roki vidite. Je res? Ja. Torej imamo zelo širok periferni vid in nas lahko kakšno premikanje, običajno, sploh če je hitro, nas lahko zmoti, a ne, gledaš tja, da se nekaj premakne, pogledaš, kaj je bilo, a ne. Je res. Ne, s kotičkom očesa se reče, lahko tudi kakšne stvari vidimo. Pravim, s kotičkom očesa, oziroma s kotičkom, torej ne gledamo direktno medveda, ampak ga gledam tako periferno, se pravi, lahko gledam sem, ampak še vidim medveda tukaj. Zagotovo. Če vidim tudi sem, tudi medveda vidim tle. Če gre medved v to smer, se jaz obračam bočno z njim. Ves čas tako, da on vidi moje oči. Zakaj? Da če slučajno ga kak sunkovit premik zmoti, da steče, da se lahko hitro umakne. Ne, torej, zakaj so naše oči tako pomembne? Ko medved vidi, kako imamo mi oči, ve, da smo predatorji, oziroma zveri po domače. Ker vse zveri imajo oči tako kot mi. Kdo so to? Kdo so zveri? Medved, volk, ris, lisica, jazbec, kuna, mačka, pes in tako naprej. To so plenilci. Vse živali, ki so plen, imajo oči pa na strani, drži? Ribe, ptice, jelen, srna, a ne? Zajec. Zakaj imajo oči na strani? Da vidijo koga? Plenilce, a ne? Zajci in tako naprej. Vse vemo. Torej, dokler medved vidi naše oči, ve, da smo predatorji, plenilci, a ne? In lahko skupi kakšno rano. In veste, da v naravi ni urgence, a ne? Pač v rano šivati medved nekam nekomu, ne? Je res? In se ponovadi raje izogne samemu spopadu, a ne? Se reče, da pametni od neha, a ne? Pravi vedeti, če se bo umaknil, da ne bo noben poškodovan. Je res? Ne? Ok. Pravi, imamo scenarij, ko se obrnemo bočno na medveda, nikoli ne obračamo hrbta, kot sem že omenil, ker je avtomatsko postanete plen, ker ne vidi več vaših oči. Pika. Ne? Torej, za nobeno ceno se ne obrnete strani in začnete, ne vem, nekaj teči ali pa karkoli. Prav? Prosim. Kaj če se tako daš, pa tečeš? Ne smeš teči, prosim. Niti mu ne boste ušli, ker gre 60 na uro, najhitrejši človek pa mislim, da nekaj čez 42 na 43 na uro teče. Na kratke razdalje govorim, ne? Ja. Ja. Da mu boste splezali na drevo, pozabite. Ker bo splezal za vami. Pleza veste kako medved. Nima veze, koliko ima kil. Gre ko po masli. In gor in dol. Zelo so spretni. To ne podcenjujete, ne? Torej, ali pa to, da kaj ne govorijo, da mu pobegneš lahko po bregu navzdol pa po šrek. Pozabite. Pozabite. Torej, rekli smo, postavimo se bočno, začnemo prigovarjati. Glej, Medo, jaz sem prišel sam po borovnice,
po jagode, kakorkoli, spustite nekaj na tla in se umikate bočno od njega. Prav, če se pač recimo sebe umakne, če si ti sebe medved, če se on umakne v to smer, se jaz tudi bočno obračam z njim. Tako da ga imam ves čas na oko, se reče, da ga ves čas vidim, kje je in kaj počne. Čeprav ga ne gledam direktno, ga vidim. Okay? Se umikamo nazaj. In zdaj, če ta medved, ponovadi govorimo o medvedki. Medvedka je tista, ki je bolj nevarna, smo rekli, samci se naredijo 10krat bolj kot njih, se pravi, imamo opravka z medvedkami, samicami. Če bi ta medvedka prišla do klobuka, od tam, kjer je bila, se je skupil čas. Sprav, pa še ona do klobuka, jaz se jaz umikam, ves čas bočno, da sem čim manjši, in si, kot sem rekel, kupim čas. Zakaj? Zato, ker bo na začetku, ko je bila taka razdalja med nama, potem postala kar taka naenkrat. In bo medvedka ocenjevala, a sem jaz sploh še nevaren ali nisem. Vse je odvisno pa tudi od mladičev. Koliko jih ima, koliko so stari, kako so naučeni. Kje so? Kako? Pa kje so? Pa če so v zadju? Ali smo mi med mladiči pa med medvedko, Ja. Torej mladičev za nobeno ceno, pa ne bo še tako cute, ne božajte. Če ga srečate, da pride do vas, ga ne šutirajte čim bolj, ali pa v šest ga ugriznete, ali pa nekaj naredite, da bo šel stran od vas. Res? Kar ne začne cilj, pa boš mama tudi šla pol za njim. Ne bo prišla do vas, ampak bo šla za cvilečim mladičem. A veste? Če že. Seveda pogledajte, da vas kje mama res ne vidi. Problem je v tem pri medvedih, ki so zelo radovedni. Oni nimajo naravnega sovražnika razen človeka. Nimajo in se samo človeka izogibajo, ker vejo, da jih človek že iz pradavnine lovi in se ta strah med medvedi prenaša, torej strah od človeka prenaša iz roda v rod. In mame učijo mladiče, kako se izogibati čistilom, naseljem in tako naprej. Človeku nasploh. Če jih je pa preveč, so pa seveda primorani priti tudi včasih v vas, pa kje po kompostu pobrskati pa za hrano. Ali pa kakšen sadovnjak malo, bom rekel, poplenijo. Kakšne slive in tako naprej. Sadje, seveda jim paše, da se v bistvu nabašajo za zimsko spanje, se reče, čeprav pa nas pijo samo komaj 55 dni v povprečju, če sploh v zadnjem obdobju po moje bolj manj. Dočim v Kanadi ali pa gor na Aljaski spijo medvedi pa tudi do 140 dni po zimi. Se tudi ne more premikati, ker je toliko snega, predstavljate si medved je kar nizek, nizek trebuh tudi in se ne more čez nek visok sneg premikati, in takrat pol hibernira, na zimsko spanje reče. Če se vrnem nazaj k tej zgodbi, okrog tega klobuka, smo rekli, če se medvedko stavi tukaj, pa se mi oddaljujemo še naprej, je to vse super, ponovadi se tlek vse konča. Tle se vse konča in pol medvedka gre po svoje, mi smo se že umaknili toliko stran, da se oni pol pospravijo in grejo svojo pot. Če se pa medvedka oddalji od tega predmeta, ki sem ga spustil na tla proti meni, pa pričakujte napad. Prvi napad je vedno lažen. Ponavljam, prvi napad je vedno lažen. Ste razumeli? Kako to izgleda? Pravi, če sem jaz medved, pa seba recimo jaz, da zdaj sam ponazorim, se pravi, medvedka preteče nekje takole 1 meter pred vas,
se postavi nazad v šape nekje 1 meter pred vami in s prednjima šapoma udari v tla. Takole na 1 meter. Ja. Pa piha, pa revi, pa vse ostalo. Kaj vam je za narediti v takem primeru? Jaz grem stav, da vam bo porezal noge. Pa boste padli dol od strahu. Verjemite. Ker boste videli uno slino, pa une zobe, pa uno revenje, verjemite, da se boste pokakali. Še kilo kakci spustili zraven. Jaz sem se enkrat že tako skoraj. Nisem se direkt pokakal, ampak mi je pa nogo vzel. Med vojno za Slovenijo, ki sem bil na balkonu in gledal, kako bombardirajo medvedje v neposredni bližini. Ta medvedek ni daleč stran, jaz sem pa tudi ni daleč stran bil doma, da sem se to ogledal lahko iz hiše. To je reaktivni, torej letalo, reaktivno vojaško preletelo nad našo hišo, čist nizko, malo nad dimnikom, par metrov, mogoče 10 metrov od dimnika, še nižje. In to tak hrup, tak besen zvok, rjovenje, kako ne rečem tak, da, a veš, kar iznenada je prišel, prej ga nisi slišal in mi je samo noge požagal, se reče, ko mi jih nekdo odsekal stran, s katano, in se sem zložil na tla. Enako je pa pri medvedu. Pejte na tla, tudi če ste pri zavesti, oziroma če ste kako, boste šli na tla, ko boste na tleh, si samo zaščite tukaj vratne žile z rokami, s komolci pljuča in z nogami trebušno votlino. Prav, ko smo na tleh, greste v zarodek, se reče, fetus. In počakate, da medvedka gre. Dokler ste vi na tleh negibni, vam ona ne bo naredila nič. Če se boste premikali, vas zna ugrizniti malo. Da ti močno naredi. Torej, ko ste vi na tleh negibni, brez da vas ona karkoli udar, je to za njo super. Niste nevarnost pa več. Ste nižji od nje, ste na tleh, mladiči so pod kontrolo, jih ne napadate, jih ne tepete, jih ne vem, božate, karkoli, in potem jih ona pokliče in gre. Se pravijo, if they're brown, lay down. If they're black, fight back. If they're white, good night. Smo razumeli? Če so rjavi, se ležete na tla, kot smo rekli, in mirujete. Če srečate črnega medveda, ta ne živi pri nas, v Evropi, niti polarni ne, pa morate tega medveda vi prebutati, če ne vas bo on ubil. Kako ga pa prebutaš? Ja, kar se znajdeš. Imaš revolvera, imaš luk, imaš sulico, imaš nož, a ga boš pa zadal z golimi rokami, ne vem, kako bo. Če boš imel opravka s črnim medvedom, še enkrat ponavljam, vas bo hotel ubiti. Pika. Polarni pa sploh. Kako? Ja, je good night, nimate šans, da boste ga, ne vem. Razen, če imate top, da ga boste s kakšnim kanonom, samo v obrambi seveda, Ja. Bi znali? Ja. Po moje, da ja, če ne pa direktno čez Mingozd dodal, Ko prijemo tako je križišče, imate en kup enih cest, se pravi 1, 2, 3, 4, 5. 6, ki je 6? 1, 2, 3, 4, 6. Bravo, 6. Na to sploh nisem pomislil. 6 cest, oziroma 6 poti. Prav, najbolj pametno je, da si označimo mesto, kamor bomo šli. Pravi, šli bomo po tej poti gor. Kako to naredim? Takole naredite puščico. Pa po možnosti še naredite, od kje ste prišli. Pa kažite tako gor. Ko prijemo iz nasprotne smeri, točno vemo, v katero smer moram iti nazaj, če rabim iti nazaj na svojo znano pot. Zakaj se puščice dela, smo rekli glih iz tega naslova,
da se vrnemo res nazaj, kamor želimo. Ne? In pa tudi, če se nam gor karkoli zalomi, ne, da se ujame nekaj drevo in pade na nogo, ali pa stisne neko drevo, ali pa skala, ali pa karkoli, ali pa si zvijete gležen, nogo, ne, zlomite lahko, karkoli. In tam gor počakate in potem bojo tudi reševalci imeli lažjo nalogo vaš najdeti, če boste vsaj približno znali povedati, kje ste. Oziroma, zelo pametno je, da vedno greste tja, kamor ste povedali nekomu že doma, kam greste. Prav, če rečete, da greste k Marjanu, vašemu sošolcu, namesto tega greste pa k Nini, fantje, vas bodo kje iskali? Marjana vas bodo najdli tam. A je res? Ja. Vi pa partini, ne? Ok, kakšno vprašanje? Potem preizkusili na koncu, kako boste zgradili ta bivak, in bomo pač na ta bivak stresali gor še liter pa pol vode in preverimo, koliko ste se odrezali dobro. Nekdo vodi, moj kar ti seba, se boš vlegel noter. Ja, vse poletje, ja. Par kapljic bo že pretrpel. Tako da, kako? Upam, da je noben. Ja, jaz tudi držim pesti, da ne bi bilo nobenih kapljic. Če dobro pogledate, boste videli, da ima bivak posteljico. Posteljica se običajno naredi tako, da se listje, ki je na tleh, odstrani stran s kakšno vejo. Če nimate lopatke ali pa metlice, valjda nimate, lahko naredite ali z veje ali pa s kakšne rogovile, s tem pač, ali pa z navadno vejo ali pa palco, pač enostavno odstranite stran ta odmrli material, kot je listje, iglice, palčke, torej do zemlje, do čiste zemlje. In s tem se pač rešite tudi vseh nadlog, kot so mravlje, klopi, strigelce, skratka vse, ki vam lahko po noč nagaja, pa vam usta zleze ali pa uho ali pa ne vem. Zelo se predlaga, da se pač za posteljico da ali smrekove iglice, torej veje, ki so obrnjene naokrog, tako da so malo izbočene, tako da malo fedrirajo, jaz rečem, kot neka vzmetnica. Ali pa praprot. Zdaj praprot vam bom jaz nabral, zato ker nimate, razen če vam dam ta nožek, moj iz kamna, pa s tem nožkem lahko praprot naberete. Vse bom tebe prosil, če boš ti to opravil. Ostali pa prosim, se ne dotikajte praprota, ker se običajno zelo hitro porežemo. Ste se že zdaj porezali s praproti? Ne. Tisti, ki ste se veste, kako peče. Torej prosim, da to paste na se. Zdaj tudi paste na vsak vaš korak. Jaz ne moram, jaz nimam na vrvico, ko bo kdo kam stopil. Butice so vsi v redu, tako da je to super. Še par osnov, mogoče okrog bivakov. Bivak se vedno postavlja na čim bolj ravnem terenu. Noben ne mara spati takole v bregu. Ni prijetno. Ne vem, kako naj vam to razložim, ampak predstavljate si, da se po noč obrnete v eno smer in se potem začnete potaliti dol v bregu, spalno vrečevje. Ali pa se celo posankate mogoče, če je kakšna taka drseča trava, vi pa sintetično spalko. Smo kar odpelješ dol, to bob. Skratka, to vedno gledajte. Pa še ena stvar, se pravi, vedno pogledajte tudi gor, kaj je nad vami. Se pravi, če so kakšne suhe veje, to ni pametno, da ste spod. Ker lahko pade dol na vas. In zdaj, če vam glih ne pada na glavo, vam lahko pade levo ali desno od glave. Kaj mislite, da je to dobro? Ne. Potipajte si, lejte tukaj, pejte s prsti not zraven vratu in boste videli, da iz vrha noter priješ komot mimo kosti do pljuč in srca. Na levi strani in na desni enako. Tukaj meni ključnice noter je direkt prijete do pljuč, ni nobenih kosti.
Sprav, če vam pade levo ali desno glave, tudi ni dobro. Sprav, če vas karkoli zadane z vrha, ni dobro. Ker vas ne bo vprašal, čigavi ste, koliko ste stari, a ste v redu, a niste v redu, kje razred ste, to nič ne vpraša, samo pade, a si odrasel, a si otrok. A ne? Tako. In to potem s težkim koncem ponovadi najdem ravno pozicijo, recimo, da je to tukaj, ne? Tole uprem v drevo ali pa v kakšno skalo, ali pa če ni nič od skale ali pa drevesa, pa kakšno janko skompate, tako da vam ta konc po tebu lepo stoji na mestu, da se kam ne odpelje. Konec palice date v eno rogovilo, in z drugo rogovilo zajamete in palico in rogovilo hkrati. Tako. Ne? In potem gremo zgor. Podrži. No, ne? Pravi, tudi zdaj, ker ta bivatka nima več osnove, ker sem jo vzel ven, še zmer drži. Še zmer ne bo podrl. A vidite to? Ja? Tok je to, pol močno postane. A bi verjel? Ja. Prav, ta je brez osnove, se pravi, tole sem mu vzel stran, pa še zmer stoji iska. In pa sploh, če ima vse. Spravi, malo. Specialci se zagotovo spomnite, da grejo najprej po vrsti palce, a ne? Spravi, palice, ki so daljše bile tam na začetku. Prav, te pedaljše gre takole sporedno z stranicama, torej z vhodom, a ne? Takole. Skratka, ne sme biti tako postavljeno, ne? Ker pol ne moreš noter priti. Vhod je v te smeri, se pravi, glava je na tej strani, noge so na onem koncu, a ne? Palce zraven, eno zraven druge. Postavite. Tole boste najprej streho umaknili dol, da pridete do palic. Potem pride veje z listi, ki so obrnjene navzdol. Malo vej nalom, ne? Z listi. Z igelcami žal ni dovolj, ne? In jih obračate takole navzdol, vidite, in vam pol te listki zafilajo lukenj. Potem vzamete odmrli material, to pomeni vse, kar je na tleh, oziroma tle imate že vse pripravljeno. To so listje, igelce, praprot, vejce, zemlja, vse. In začnete prekrivati od spodaj pa navzgor do dveh strani. Čim več dodajte, pokrivite od spodaj gor, ne imete takole z vrha dol. Če boste to naredili, kaj bo ostalo dol? Vse pade dol. Če pa nalagamo takole, kot ste zdaj videli, od spodaj gor, gledajte zdaj to, pa vsakič lepo še malo popravite, naredite stopničko in imate spet prostor za nov material gor naložiti. Je res? In ne bo šlo nikamor. Veste, da so bili ta teden nevihte, viharji in kup enega dežja. Vse stoji. Nikamor ni nič odpihnjeno. Enega listka. Mogoče dva. No. Boste kaj takole zadržali, boste bo tako v redu? Pa prosim. To je pa dejansko. Čakaj, moram pogledati, kako so oni zagradili. Lej to! To je to, kaj čista tema. Boš probal iti notri?
Ne, veš ko gre za nazaj. Tole ima usko zase. Preosko? Za njega je to ful preusko. Ni preosko. To mora biti zelo majhen prostor, da se čim bolj segreje, da je torej, čim več toplote zadrži. A ne? Edin prekrit ga treba še malo bolj tle spredi, a ne? Oziroma po celi dolžini, tako. Kolegi, tlele, če vam je ostal en kup materijala od prejšnjega bivaka, pa ga niste še dali gor, verjemite, da ne bo v redu tole držali. Če ta prepuščal, pa je imel toliko materijala, kakor ga je tukaj gor, bo tudi več prepuščal, zagotov. Tako da bo treba se malo še podvizati, a ne? Čim več pretiravajte gor, a ne? Vsi prosim sodelujte. Imate tle zraven kup, pa ga samo iz tega kupa preneste vas material gor. Tudi palce lahko date gor, ne bo noben problem. Več, ko bo materijala gor, bolj bo vodo držalo, a ne? To vidiš. Bravo, David. Še tule so dukne. Na začetku tudi ni dobro v stran pokriti. Z tej strani je veliko luknje. Veš tu? Tule so še To vidi, da bilo. Samo ne ful manjši. kaj daleč. Aj za malo šli. Dobro. Pridi not, pa še enkrat, da bomo Sebastian. Samo pa nas noben ne bo vame. Boš pomahal v kamero? A je že? Ja, ja. Ne, Ja, gre. ne bi smeli. Stres. Dobro, ja, prav. To je bil kar orang naliv zdaj Sebastiana, veš? Ja, zdaj, ja. Ja. Ja, ja. Čutiš? Jaz vidim kapljice. Samo na A ja, gledaj me. Pridi ven, ja. Samo na začetku. Koliko je motor? Bravo, šef. Zelo malo. Zelo malo letle na boku si dobil malo, pa tle v zadnje, a ne, poriti. Ja, bomo noge. A po nogah? Dobro, po nogah ni hudega, no. Za silo je kar v redu, no, tale bivak. Lahko bi bil boljši, ampak, Bem. a ne, Ej, v križi čez dobro. A imaš kaj do kakoval? Imaš vod? dobro. Daj, to mi. V Visoki Prinskovi gori so ostanki obrambnega tabora iz časa turških upadov. V vsem zračilu je bil tabor nepremagljiv. Sredi ostankov tega obzidja stoji lepa božepotna Marijina cerkev. Na vzhodni strani obzidja stoji manjša cerkev svetega Petra. Tretja cerkev je cerkev svetega Nikolaja z ravno zaključenim prezbiterijem. Poleg vseh treh cerkva goro krasi tudi ena najstarejših lip v Sloveniji. Tu je tudi grob Jurija Humarja, čudodelnika s Prinskovega. Prav imamo v tej gori 3 cerkve in eno zelo staro lipo, ko ste videli. Zdaj sem danes vedel, zakaj so mogli gasilci gasiti, zato ker so imeli včasih noter jaslice postavljene. A res, zato je zagorelo. Ja. Da so lučke se vnele in je zagorela. Boste vedeli, je tako ogromna lepa, da s to luknjo na sredini zadnjič je šlo 18 otrok noter v luknjo. Da je pa objamete, ravo s rabimo pa 1,15. A res?
probali objeti. Če objamete vas 8, Malo vsakič. težko. A? Boste probali, ne? Ja. Kaj šla čez zadnji, neč pol jo pustimo tam.